Ja, lep pozdrav. Prihaja konec leta in ob takih priložnostih velja, da se nekaj spregovori, kaj je bilo storjenega, kakšno je bilo leto, kakšni obeti se kažejo za bodočnost. No, in če pogledamo, pravzaprav je bilo, kot pravimo, krizno leto. Makroekonomisti pravijo, da bo še slabše, ampak vendar menim, da za tiste, ki so dobri in vedo, kaj je potrebno delati, da bodo najdli tudi svoj trg. Nenazadnje, krize so bile v preteklosti, krize bodo tudi v bodočnosti, se pravi, poznamo ekonomska ciklična gibanja in seveda to so prihaja, odhaja. Predvsem pa, kot podjetniki, moramo vedeti, kaj so naše ključne kompetence, ali so skladne z razvojnimi trendi in ali jutrišnji dan bo prinesel tisto, pravzaprav, kar pričakujemo. Torej, kakšen pa je ta jutri? Gremo v ekonomijo znanja, kot radi rečemo. No in tukaj je to naše združenje za poslovno-storitvene dejavnosti. Nam, saj jaz menim, se trg odpira. Seveda bo marsikaj za postoriti in to se bomo trudili tukaj na zbornici, da bomo postavili standarde, ki jih morda nekoliko manjka in seveda določene okvire, da bomo lažje poslovali. Torej, ekonomija znanja, izziv za naša podjetja, predvsem za majhna in srednje velika, in teh je pravzaprav v našem združenju v večini. Seveda, kar bo potrebno, treba se bo malce navzven odpreti in dejansko prevetriti naše konkurenčnosti in pogledati pravzaprav, kaj se na svetovnem trgu dogaja in razvijati pravzaprav globalno konkurenčnost. To je tisto drugačno, kar je bilo včasih smo delali in bili, se pravi, v svoji regiji dobri, danes je to premalo. Danes pravzaprav globalna konkurenčnost je tisto, ki je imperativ, izziv uspešnosti. Torej, da ne bi bil jaz predolg v tem svojem besedovanju, želim pravzaprav zaključiti z mislimi, da želim pravzaprav članom združenja in pa tistim, ki bi lahko tudi bili naši člani, veliko uspeha v naslednjem letu in da se bodo njihove želje udejanile in da bo pravzaprav ta kriza, ki je pravzaprav njihova poslovna priložnost, da bodo z svojim znanjem pomagali podjetjem, svojim uporabnikom, klientom uspešno prebroditi težave in razvijati njihovo konkurenčno sposobnost. Vsem skupaj želim uspešno, zdravo leto. Lep pozdrav.